Dober dan, en čudovit kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil na eno tako lahkotno kolesarjenje po teh stranskih cesticah tukaj okrog Prevala. Vmes vam bom pa malo povedal, kako se zdaj obnaša moje novo kolo. Glede na to, kje se vozim, bi lahko rekli, da je že na pol gravel. Danes je 13. april in krasnih 20 stopinj Celzija. Zdaj je pa res prišla ta prava pomlad. Temperatura bo samo še naraščala. Tako da zdaj pridejo tisti najlepši kolesarski dnevi. V glavnem, glede na to, kje se vozim, bi lahko rekli, da je že na pol gravel. Zaenkrat so mi tako všeč te njegove široke gume, da jih ne bom kmalu zamenjal. Na YouTubeu se je pojavilo par idej, da bi jih zamenjal za ožje gume, recimo 28 mm, ampak ozke gume sem jaz že imel. Na Fujiju so bile 25 mm in glede na udobje teh 32 mm gum res ne bi šel več na ožje. Jaz sem s tem skotom na začetku v prvem tednu naredil točno 500 km, zelo narahlo, brez pretiravanja, pazil, da ga ne bi kakorkoli uničil, in potem sem ga peljal na prvi servis. Tam sem se tudi posvetoval s serviserjem, tako da lahko ponosno povem vsem, ki ste navijali za to, da so šli odsevniki dol. Drugače pa so na servisu vse skupaj potisnili, naštelali menjalnik in zdaj se jaz začnem z njim zares voziti, kako je treba. Od zadaj varja je že postala sestavni del tega kolesa. Mal me moti, ker je skrita pod to mojo špajzo. Sicer na 10 metrov in več jo avtomobilist zlahka vidi. Drugače pa torbica zakriva, pač ko prideš bližje. Zaradi tega sem iskal novo, manjšo torbico, ampak nisem dobil nič pametnega. Na koncu sem eno torbico celo kupil in čeprav je bila po prostornini manjša od te, je pa imela tako čudno obliko, tako da je še bolj zakrivala varjo, še bolj je sedla nizko dol na sedežno oporo. Tako da sem jo nesel nazaj, še nekaj malega doplačal in si kupil novo čelado. Je pa čelada znamke Scott, tako da se lepo ujema z mojim kolesom. Čelada je lahka, se lepo prilega, tukaj spredaj je celo malo višja, ker prejšnja znamke Specialized mi je pritiskala dol na očala in me je potem tiščalo tle v nosu. Od spodaj ima pa neko plastično membrano, ki rečejo MIPS, kao da prevzame še dodatno silo, če bi prišlo do padca. V glavnem, dobro se počutim z njo. Lahko pa tudi vidite, da nosim očala preko trakcev od čelade, tako kot smo se pogovorili lani, ko ste mi povedali, da je tako bolj varno. Potem sem preveril glede bike fittinga, kar je bila tudi ena od idej. Tisti v Radovljici, Borut Funda, termine ima samo dopoldan, med tednom, tako da bi mogel vzeti en dan dopusta in se usesti v avto, peljati se do Radovljice. Mal mi je to nerodno. Potem sem uspel preko enega gledalca pridobiti podatke o enem drugem bike fittingu, ki je bližje meni in kjer se da dogovarjati za termin. Tudi cenovno je malo bolj ugoden. Res nisem prepričan, če bi ga šel delati, ne vem zakaj. Tako dobro se počutim na kolesu, da ne vidim nobene potrebe potem. Jaz razumem, da če te na kolesu moti položaj, da te kaj boli, skeli, mogoče mrtvinči. Ja, vse razumem. Bike fitting, dobiš boljši položaj in greš dalje. Ampak kaj bi jaz spremenil, če se počutim ok? Ne vem, se bojim, da bo šlo na slabše.
En gledalec je celo komentiral, da se je po bike fittingu slabše počutil in si je potem šel sam zniževati sedež, kar je seveda v totalnem nasprotju z pomenom in smislom bike fittinga. Sploh glede na to, da je stvar plačljiva in da se potem ne počutiš v redu na kolesu, potem je vse skupaj brez veze. Tu se jaz ves čas nahajam med 15 in 20 km proč od Nove Gorice. Temu območju se reče Prevalj. Tukaj je ogromno vinogradov, travnikov, nekih potočkov in gozdičkov, raj za ptice, raj za sprehajalce in kolesarje. Rečejo mu Prevalj. Precej slovensko zveni, čeprav je komplet v Italiji. Zadnjič sem tukaj levo opazil še eno stezo, tako da grem danes po njej, da preverim, kam me bo pripeljala. Ostale sem pa vse že raziskal, zahvaljujoč temu skotu oziroma tem širokim gumam, s katerimi lahko grem tudi, če je malo makadama. Niti ni makadama, ampak je tak asfalt s peskom vmes. Ta pot zdaj tukaj je hitro ratela makadamska, ampak je tak lep makadam utrjen, tako da bom šel kar po njem, ker me res firt smatra, kje bom prišel ven. Vidim, zdaj sem prišel na eno povezovalno cestico, ki jo poznam že od prej. Če ne, pa moram povedati, kako mi je en kolesar Mitja na Stravi razkril skrivnost, da se da na Garmin števcu spreminjati obliko zaslončkov. Nisem niti pomislil, da bi bilo kaj takega možno. Po njegovem nasvetu sem si nastavil tale SPH graf. Tu se dobi na App Connect. Bolj točno niti ne znam opisati, kako sem sledil navodilom. V glavnem, zdaj sem si izbral tak zaslonček, na katerem imam vsa tista polja, ko jih rabim. Vse skupaj je prikazano malo bolj grafično, tako hitrost kot tudi srčni utrip, povprečna hitrost, maksimalna hitrost, povprečni srčni utrip, vse to je prikazano z rdečimi pikami. Zraven pa ne manjkajo tudi vsi drugi podatki, recimo prevožen čas, prevoženi kilometri, ura dneva, nadmorska višina. Spodaj desno je pa najbolj zanimiva funkcija in sicer tale Gear Combo, ki ti kaže, v kateri prestavi voziš. Seveda moram poudariti, da če nimaš D2 ali pa kakšne druge elektrike, je ta zadeva dokaj nenatančna, dela približno v 50% primerov, zmeraj pa ne zadane. Tako se recimo rado zgodi, da namesto 50-18 kaže razmerje 34-12, kar je narobe, ampak naprava zgleda iz te hitrosti in kadence ne more točno ugotoviti razmerja. Imam pa tam spodaj možnost nastaviti temperaturo dneva ali pa skupne prevožene višince, tako da če ta Gear Combo ne bo uporaben, bom si nastavil kaj drugega. Tukaj na sredini imaš pa tudi možnost spreminjati prikaz, namesto srčnega utripa lahko vreme ali pa položaj verige na zobnikih. Kakorkoli, ta zaslonček mi je všeč, tako da bo ostal na števcu. Tako sem se lepo vozil po teh stezicah skozi po ravnem, pa imam komaj 24,5 povprečje. Ampak super, super. Zdaj se bom pa kar tukaj po teh ravninah prebil do Gorice in potem lepo domov. Jaz se v kratkem odpravljam na dopust, tako da pričakujte kakšen video iz enega od evropskih otokov. Drugače pa poudarjam zmeraj znova in znova, ne morem se vam dovolj zahvaliti za vse komentarje, ki jih dobivam od vas na YouTubu in na Stravi. Hvala tudi za vse všečke, za nove naročnike
Vsak dan nas je več. Mislim, da smo že čez 750. Hkrati pa tudi vam želim kakšen lep kolesarski krog, prijetno in varno vožnjo. Link, kje sem se danes vozil, bom dal od spodaj v opis videa. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.